V ljubljanskem City teatru BTC je bila premierno uprizorjena vključujoča gledališka predstava Stopa roka, ki je nastala v sodelovanju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Mastercarda. Avtor idejne zasnove je Lado Bizovičar, besedilo je spisal Nejc Gazvoda, režiserka je Lada Orešnik, sorežiserja pa sta bila Nejc Gazvoda in Jernej Gašperin. Nastopila sta gluha igralka Špela Rotar in slišeči igralec Jernej Gašperin, ki sta na odru povezala svet gluhih in slišečih. Skozi zgodbo o odnosu in sporazumevanju sta odpirala vprašanja razumevanja, sprejemanja ter vključevanja v sodobni družbi. Vesela sem, da sem del tega projekta, da nastopam na odru z njim, ker vem, da se tukaj na odru ne predstavljam kot gluha oseba, kot punca, ki dela, hoče denar in vse to. Meni je to zelo pomembno, ker se na tak način zelo spodbuja gluhe, da lahko začnejo razmišljati drugače, da ne ostanejo v mali škatli, ampak da stopijo ven iz škatle. Vem, da veliko gluhih težko živi, ker ne morejo sprejeti svoje gluhote. Tukaj na odru sem pokazala, da sprejemam svojo gluhoto, da sem to jaz. Tukaj sem, da se on poskusi sporazumevati z mano, ne da rečem, okej je, ne da samo kimam z glavo, kot da vse razumem, ampak rečem, da ne razumem in potem prosim za prilagoditve. Za vsemi nami je en čudovit študij in študij, ki na začetku nismo vedeli niti približno, kako ga bomo prijeli za roge. Smo šli kar v bistvu za nekim občutkom in zelo sem vesel in hvaležen, da je na tej poti z mano Špela, ker sva se že od v bistvu prve sekunde zelo lepo ujela in vzpostavila nek način slišanja drug drugega. Predstava je skozi odnos med gluhim in slišečim likom razpirala kompleksnost vsakdanjega sporazumevanja. V ospredju ni bila le razlika v jezikih, temveč tudi razumevanje, sprejemanje in pripravljenost na prilagoditve, ki so ključne za enakovreden odnos. Zgodba je sledila dvema posameznikoma, ki kljub različnim izhodiščem iščeta skupni način sporazumevanja. Skozi igro in humor je predstava razkrivala, kako pogosto tudi slišeči spregledajo bistvo sporazumevanja. To je igra na visoki ravni. Če mene vprašate, je bilo res vrhunsko. Zelo sem pogrešala sodelovanje s slišečimi, ker pred 30 leti, ko sem bila še na Češkem, je bilo veliko vključevanja, kjer sem sodelovala s slišečimi. Ko sem prišla v Slovenijo, sem čakala in končno je prišel čas, da sodelujemo gluhi in slišeči. Zelo zanimiv in pomemben projekt je bil to zame, da sem lahko sedel v ozadju in gledal genezo odnosa. Še enkrat, dveh ljudi, ki se v osnovi ne razumeta, ker govorita dva različna jezika. In lepo je bilo videti slišečega igralca Jerneja Gašperina, kako je do konca že normalno se sporazumeval v tujem jeziku, v drugem jeziku. In to pomeni, da lahko tudi jaz to počnem počasi, če si vzamem malo cajta, potrpežljivosti in predanosti. Poseben poudarek predstave je bil tudi na finančni pismenosti, saj je predstava nastala v okviru projekta Prispevaj kretnjo. Ustvarjalci so skozi zgodbo predstavili osnovne finančne pojme in jih pokazali v znakovnem jeziku, kar predstavlja pomemben korak k večji dostopnosti finančnih informacij za gluhe. To je res uspešna zgodba, ki je mogoče tudi vodilo, kako se lahko poslovni svet združi z neko inkluzivno tematiko. Ta predstava je bila res neverjetna. Špelo sva dobra igralca in imava dobro povezavo.
Čisto me je ganil njen nastop, vzdušje. Veliko sem se naučil. Gluhi res nismo poznali teh kretenj, imeli smo drugačne kretnje, po svoje. Zdaj smo se naučili novih kretenj, tudi samo to leto se moram naučiti, kako uporabljati finančna sredstva. Mislim, da sem se tudi sam naučil novih kretenj o finančnih sredstvih in vseh pojmov. Prej nisem nič vedel, kako se kakšne kretnje uporabljajo. Danes je bilo prikazanih kar nekaj novih kretenj, sploh na finančnem področju, kar se mi je zdelo odlično. Torej bančna kartica, kreditna kartica in kartica kar tako in tako naprej. Zavarovanje, ne samo zavarovanje, življenjsko zavarovanje, torej poškodbeno, bom kar tako rekel, torej nezgodno zavarovanje, tako da kar nekaj stvari, ki so bile tudi razložene, kar je bilo sploh, se mi zdi pomembno. Tako da ni samo kretnja, tako kot pač, če mi dobimo novo besedo, tudi ne vemo, dokler ne razumemo ozadja. Ustvarjalci so poudarili, da je predstava nastajala kot proces sodelovanja med gluhimi in slišečimi. Režija Lade Orešnik je temeljila na osebnih izkušnjah in dolgoletni želji po vključujočem gledališču, pri čemer je projekt združil različne ustvarjalne pristope in jezike. V imenu Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije moram čestitati vsem, organizatorjem in tako naprej, od A do Ž. To je inkluzija, gluhi in slišeči skupaj kretajo. Tega sem zelo vesel, to je prva predstava v Sloveniji. Zelo sem ponosen, da sta bila gluha režiserka in slišeči režiser. Špela je lahko navdih gluhim, jaz se občudujem, kako je ona vstopila v svet slišečih in kako je pokazala, da strah je popolnoma odveč in je bila v bistvu vedno v inspiracijo in se mi zdi, da eno so to, da mi predstavimo finančne pojme, da imamo ta izobraževalni vidik, ampak meni osebno se pa zdi še bolj, pa še močneje to, da vidimo Špelo, ki je gluha, ampak se je v to spustila tako na glavo in v bistvu pristala čisto varno. Ponosen sem na svojo hčerko. Danes sem videl odličen nastop. Gluhi gledalci so bili in tudi slišeči, kar je lepo, da smo vsi skupaj. Predstava je združila gluhe in slišeče gledalce v istem prostoru, kar so številni označili kot poseben trenutek. Za skupnost gluhih je ta predstavljala pomemben mejnik. Poudarila je njihovo prisotnost v kulturnem prostoru in pokazala, da so lahko enakovreden del gledališke scene. Meni je bila zelo všeč predstava, zelo sem se nasmejala velikokrat. Meni je bilo zelo smešno, ko je Špela rekla, češ ponovi, ne vem, kaj govoriš, to mi je bilo smešno. Pa všeč mi je bila tista glasba, disko. Odlično. Mi seveda nekako generalno se mi zdi, da že po inerciji, po duševnem stanju in seveda po ljubezni do teatra spodbujamo inkluzivnost vedno, kadar se da. Tukaj je bila pa ne samo pokazana v praksi, ampak je žarela in dehtela, kar verjemite, da mi je kot gledalki v veliko zadovoljstvo. Iskreno moram reči, da me je navdušila in potem, kako se lahko človek, ki kot jaz prej ni vedel veliko o gluhosti, pač nauči, kakšne ovire imajo pač ljudje z okvarami sluha in povrh tega je bila še predstava zelo komična. Predstavo je treba videti, ker je
izjemno zanimiva. Ukvarja se sicer z običajnim pojavom, ki ga je zelo lepo opisal avtor predstave, Nejc Gazvoda, ki ugotavlja, da vsi v življenju pravzaprav hočemo biti samo slišani, ampak kako zelo smo tisti slišeči pogosto v življenju gluhi za mnoge priložnosti, ki nam jih življenje meče na pot. Mislim, gluha igralka, slišeči igralec, fantastičen odnos, morate pogledati, no. Gledališka predstava z gluho igralko in slišečim igralcem je odprla prostor dialoga med svetovi, ki se redko srečajo. Je edinstvena, ker ne dela razlik. Vključevanje ni le koncept, temveč praksa, ki lahko zaživi tudi na odru. Z združevanjem umetnosti, izobraževanja in vključevanja se lahko odpira prostor za bolj povezano in razumevajočo družbo.